Mogoče glede tega kadrovskega vprašanja, v eni mislim, da je ta točka bistvena, se z gospodom Pahorjem strinjala, da je izjemno pomembno, da se vzpostavi takšna politična kultura, ki bo omejila oziroma preprečila kadrovanje na najvišjih mestih v državni upravi po strankarskih kriterijih. Sam sem vedno zavračal tak princip kadrovanja, kljub temu, da menim, da mora imeti minister možnost in odločilno vpliv na izbiro svoje ekipe in da mora sam presoditi, ali bo lahko delal z direktorji, ki jih, če lahko tako rečem, podedujejo v ministrstvu, ali z njimi ne bo mogel delati, da pa pri tej izbiri strankarski kriteriji ne smejo igrati nobene vloge. V tem se popolnoma strinjava. Mislim, da mora biti del te politične kulture tudi ta, da ko se vlada zamenja, da se tisti kadri, tisti ljudje, ki so v upravi dobro, strokovno, pridno delali, da se ne šikanirajo, da ne prihaja do šikaniranja teh ljudi samo zaradi tega, ker so recimo sodelovali z neko drugo prejšnjo vlado. V tem primeru smo bili v preteklosti tudi že priča tudi grdemu, nepravilnemu ravnanju in jaz sem prepričan, da se to ob sedanji menjavi vlade ne bo zgodilo. Hvala lepa. Ali pa sem eno vprašanje za gospoda Viranta. Danes smo iz UKC dobili sporočilo, da ob današnjem izplačilu plač niso prejeli tudi plačnih listov. Menda je bilo postopek, ki ste naložili za to izvedbo, preveč zahteven za njih, oziroma je zmanjka časa, tako da plačnih listov danes... To so pa prejšnji mesec lahko naredili. V tem času je prišlo do nekih sprememb, tudi zakonskih, kar se tiče napredovanj, se mi zdi, tako da mi pravijo sindikalisti, in poslali ste navodila, drugačne navodila. Bomo preverili. To ne veste? Ne vem, bomo preverili. To gre za neko tehnično vprašanje, bomo preverili. Še tri vprašanja. Jaz sem eno vprašanje za oba. Se pogovarjate o morbitnem sodelovanju, zdaj prihaja nova vlada, s katerim boste pri sodelovanju, ste bili kakšna povabila? Ne, mi z gospodom Pahorjem sva iz konkurenčnih političnih strank. En je na volitvah zmagal, sam pripadam tisti poraženi strani, ki ostaja v opoziciji. Seveda pa sem absolutno pristaš te filozofije, da mora opozicija konstruktivno sodelovati z vlado v vseh vprašanjih, ki so pomembna za razvoj Slovenije. Tako da v tem smislu lahko gospod Pahor absolutno računa tudi na moje sodelovanje. Seveda pa je moja dolžnost, da v teh 4 letih vlade gospoda Pahorja tudi kritično spremljam to delo in da povem svoje mnenje takrat, ko se s čem ne bom strinjal. Moj odgovor je, da je moja filozofija ta, da ima tisti, ki ima moč in vpliv, tudi odgovornost in da je njegova naloga in dolžnost, da prisluhne tistim, ki ga kritizirajo in iz te kritike povleče nekaj pametnih naukov za svoje uspešnejše delo. Hvala. Mislim, da smo... Še jaz eno vprašanje gospodu Pahorju. Pred dnevi ste od dnevih napovedali, da boste za prihodnja vlada pri brzdanju gospodarske krize uporabila neke nepriljubljene ukrepe tudi in da upate na posluh sindikatov. Katere ukrepe točno ste imeli v mislih? No, tam sem omenjal za primer, ker sem bil tako vprašan, prvi nepriljubljen ukrep, ki bo vezan verjetno na glasovanje o moji zaupnici. Kot enega izmed ukrepov, ki nota bene smo k njim napoteni strani Evropske unije. Kot veste, je pred dnevi zasedal ECOFIN, pred dnevi so zasedali predsedniki vlad dali izjavo in finančni ministri v Bruslju, v kateri so rekli, da naj vlade držav članic med drugim proučijo tudi svoja pooblastila pri razmerju plač, kjer imajo za to pristojnost, zato, da bi bila bremena krize, skozi katere gremo, sorazmerno porazdeljena glede na situacijo, v kateri smo se znašli. Tukaj gre za vprašanje odpravnin, gre za vprašanje nagrad, gre za vprašanje sejnin. Sejnine, nagrade, odpravnine. Eden od razlogov za finančno krizo, ne edini,
ne prvi, je tudi pohlep, ki smo bili priča v finančnem svetu zahodnega sveta. In če pogledate danes sejnine, odpravnine, nagrade, boste lahko ugotovili, da so v povprečju, bom zdaj rekel, neprimerno visoke v primerjavi z povprečno plačo, da o minimalni niti ne govorim. In ta razmerje je potrebno postaviti na novo. Torej, tukaj ne gre samo za moje stališče, ampak tudi za priporočilo z vrha Evropske unije. In nepopularni ukrep, ki se tukaj skriva, je med drugim tudi moj predlog, da se prouči, da ti ukrepi ne zadevajo samo ekonomske elite, ampak da zadanejo tudi politično elito. In kot veste, je recimo ministerski zbor in poslanski zbor ob izteku svojega mandata upravičen do 12 zaporednih mesečnih nadomestil, če ne dobi druge službe v tem času. In moj predlog je, da se to skrajša za polovico na 6 mesecev. Tako da se da jasen signal socialnim partnerjem, ki že zahtevajo, da se o socialnem sporazumu pogovarjamo na novo, kot veste, je Zveza delodajalcev tako pobudo že dala, da jasen signal. Skozi to krizo se bomo prebili se bomo uspešno, eden od pogojev za to pa je, da nosimo bremena te krize sorazmerno glede na našo socialno moč in tisti, ki so v tem primeru šibkejši, morajo biti bolj zavarovani. Hvala. Če smem to dopolniti ali komentirati, glede sejnin in nagrad članov nadzornih svetov je vlada v preteklem mandatu sprejela uredbo, ki to limitira. Morda se da tukaj še kaj popraviti in še omejiti ta izplačila. Moram pa reči, ker naše ministrstvo pri tem precej sodelovalo, da so bile zahteve tistih, ki v nadzornih svetih sodelujejo, bistveno više, kot pa je bila na koncu sprejeta ureditev in da so te sejnine in nagrade v podjetjih, ki so v pretežni državni lasti, v primerjavi z tistimi podjetji, ki so v zasebni lasti, nižje. Glede ideje predloga, da se skrajša nadomestilo plače za poslance in ministre z 12 na 6 mesecev, pa lahko rečem samo to, da to idejo zelo pozdravljam, da sem jo tudi sam poskušal uveljaviti in da želim bodočemu mandatarju, da bi bil pri tem bolj uspešen, kot sem bil sam. Edino eni točki se ne strinjam, mislim, da ta ukrep ni nepopularen, ampak da bo ta ukrep zelo popularen. Razen seveda med tistimi par deset funkcionarji, ki jih zadeva. Ampak ne boste verjeli, minister, da tisti odločajo o manj zaupnice. Ja, to je pa res, ja, to je pa res. Tako da to je zelo pogumno dejanje. Hvala lepa. Če se lahko še rokujete, ker smo prej zamudili. Srečno. Hvala.